V sklopu festivala dokumentarnega filma je bil 14. marca v Ljubljani premierno predstavljen celovečerni dokumentarec Maje Weiss Banditenkinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci, ki so si ga minuli teden ogledali tudi v Metliki. Gre za pretresljiv portret slovenskih otrok in njihovih usod, ki sta jih zapečatili druga svetovna vojna in nacistična ideologija. 645 otrok slovenskih domoljubov, med njimi so bili tudi dojenčki, so leta 1942 nasilno ločili od družin in jih odpeljali v prevzgojna taborišča v Nemčijo, da bi jih ponemčili. Moj prvi cilj snemanja tega filma je bil najprej povedati jasno zgodbo ukradenih otrok. Kdo so ukradeni otroci in postaviti to v ta zgodovinski kontekst, kjer se v bistvu začenja z začetkom druge svetovne vojne in potem dejansko zgodbo nadaljevati še po vojni, ta prihod domov, ki je bil tudi boleč in bridek. Doma so jih čakali požgani domovi, večina med njimi pa je ostala tudi brez obeh ali vsaj enega starša. Mnogi so namreč umrli v zloglasnem Auschwitzu, zato se je Weissova odločila: potujemo skozi te prostore, vseh teh taborišč, vseh teh žalostnih zgodb, tudi prostore smrti njihovih mater, kot je Auschwitz, in potem tudi recimo Nürnberga, kjer je bilo sojenje vojnim zločincem in tudi en del tega primera je bil tudi del ukradenih otrok in Lebensborn, teh otrok, ki so jih dali v posvojitve. In tako so mnogi ostali ugrabljeni zavedno, saj se je za njimi izgubila vsaka sled. Prizadevali smo si, da bi ta film bil dokument časa. Dokument časa, ki je pravzaprav pri številnih pozabljen, vendar menimo, da nikakor ne bi smel biti. Leta, ki so pretekla, so pač pustila določene znake in ti znaki so tudi na nas. Zato smo stremeli za tem, da bi še živi povedali tista dejstva, ki so danes pogosto zamolčana. V 93-minutni film pa je Weissova vpletla tudi srečanja slovenskih in nemških otrok, danes osivelih mož in žena, ki so v bistvu bili vsi žrtve nacistične ideologije. Pričevanja starejših Nemcev, živečih v krajih, kjer so bila prevzgojna taborišča za ukradene otroke, kažejo, da so zelo malo vedeli, kaj se je tam dogajalo. Še manj pa vedo današnji župani teh mest. Pa tudi v Sloveniji je bila zgodba ukradenih otrok odrinjena, skoraj zamolčana. Zato naj bi film, ki prikaže celovito zgodbo, služil kot zgodovinski dokument, ki bo ohranil spomin na te čase. To so bile v bistvu najmlajše žrtve druge svetovne vojne, ki tudi po drugi svetovni vojni niso imele pravice do glasu. Danes jih je živečih le še okrog 200. Večkrat rečemo, oprostimo lahko, pozabiti pa ne moremo. In dejansko nekatere stvari so se tako močno vtisnile, jaz sem konkretno v filmu tudi omenil tisto grmenje avionov, pa to ne enkrat, dvakrat. To so tedensko hrumeli preko našega taborišča in to se je ohranilo, ravno tako tudi ostalo v spominu to zaničevanje, to morda poniževanje, ki smo ga bili deležni. In kakšni so prvi odmevi na film, ki ga bodo predstavili tudi v Nemčiji, v enem izmed krajev, kjer je bilo prevzgojno taborišče? Do sedaj so v bistvu odmevi zelo dobri. Veseli me tudi, da tisti mladi ljudje, ki pridejo, ki so prišli pogledati in so potem prišli tudi do mene, in je ta film in ta zgodba pretresljiva in o tem ne vejo nič. To je za njih čas, skoraj tako bom rekla, skoraj kot srednji vek in na nek način stopijo v en čas in se tudi naučijo neko veliko zgodovinsko lekcijo, ki je, kot je ukradeni otroci, tudi neka velika nacionalna zgodba. Weissova pa je tudi vesela, ker marsikdo pride k meni in reče hvala za ta film, hvala, da smo to celo dočakali. In mislim, da ne samo to zgodbo ukradenih otrok, ampak tudi ta normalni medčloveški odnos med Slovenci in Nemci.
Dokumentarni film spremlja tudi priložnostna razstava Ukradeni otroci, ki so jo pripravili v Muzeju novejše zgodovine v Celju.